Tako, zdaj pa nas je okroglih 20 do okroglih 10, že malo več. Jaz predlagam, da bi kar začeli, ker imamo kar kompakten in jedrnat in bogat program. Da se predstavim, jaz sem Nina Smrduj iz Pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani. Sledila mi bosta s svojim delom predstavitve še Dominik Vagola, prav tako iz naše pisarne, in nato še Martin Lipovšek, doktorski študent filozofije s Filozofske fakultete, ki bo predstavil eno svojo inovacijo. Tako, vidite predstavitev vsi, a ne? Tako, torej vsebina. Jaz bom predstavila naše naloge Pisarne za prenos znanja, kaj sploh smo to za ena služba. Nato bom en osnovni pregled o intelektualni lastnini oziroma pravicah intelektualne lastnine predstavila. Sledi Dominik, ki bo malo bolj šel v podrobnosti prenosa znanja na področjih družboslovja, humanistike in umetnosti. No, nato pa še, kot že rečeno, Martin s predstavitvijo svoje aplikacije za zapisovanje avtobiografij. Na koncu, že vmes med temi predstavitvami seveda vabljeni k zastavljanju vprašanj, ampak predlagam v pogovorno okence oziroma chatbox v Zoom terminologiji. Na koncu pa bi odprli eno širši pogovor, no, kaj si vsi predstavljamo pod prenosom znanja sploh na teh področjih. Tako, pa če začnem. Zdaj naprej z definicija prenosa znanja. Sposodila sem si jo z Knowledge Transfer Ireland, ki je zelo dobro stoječa skupnost za prenos znanja na Irskem. In sicer oni pravijo, da je prenos znanja deljenje znanja, veščin in tehnologije med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarskimi subjekti. Jaz bi temu dodala še raznimi drugimi entitetami v družbi, ne. Torej, zajemamo čim širši krog naslovljencev tega znanja. In sicer vse to za skupno družbeno korist. Zdaj, univerza je seveda generator najbolj celovitega znanja in produktov ustvarjalnosti. Ni pa samo generator, razvijalec, ampak tudi prenašalec, ne, na trg, v družbo. In področje prenosa znanja je na Univerzi v Ljubljani ena najbolj pomembnih strateških področij, ki se jih loteva in krepi. Zdaj, posamezni produkti znanja in ustvarjalnosti, razmišljanja so lahko tudi intelektualna lastnina. No, in Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani skrbi za to intelektualno lastnino Univerze v Ljubljani. Tu v teh oblačkih vidite te naše krovne naloge. V prvi vrsti je to pravno varstvo, ki se začne sploh z identifikacijo, opredelitvijo znanja, kaj je zdaj ta rezultat tega razmisleka. Kadar so izpolnjeni določeni pogoji, o tem malo kasneje, poskrbimo tudi za pravno varstvo. Temu sledi trženje oziroma prenos tega znanja na trg oziroma v družbo. V tem manjšem oblačku spodaj vidite prevzem službenih izumov. Zdaj, to je zelo tradicionalna naloga službe za prenos tehnologij, izumov. Izumi so tehnične rešitve. Mi pa, kot rečeno, se zdaj širimo tudi na netehnična, netehnološka področja. Zato smo danes tukaj. Ob tem si želimo in ves čas gradimo partnerstva in spodbujamo sodelovanje z gospodarstvom, ker vendarle so oni tisti partner na trgu, ki potem uporabi in izkorišča to znanje, ne. Ob tem seveda spodbujamo tudi podjetništvo, torej če imate ali raziskovalci, študentje že dovolj neke razvite podjetniške ambicije, smo tudi tu za vas, ne. In to v partnerstvu z ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem. No, ena taka spremna, ampak nič manj pomembna naloga pa je izvajanje izobraževanj, promocija vseh teh naših dosežkov, ki se ustvarjajo na Univerzi v Ljubljani, in s tem tudi dvig ozaveščenosti o pomenu in vrednosti intelektualne lastnine. Nasploh, sploh pa Univerze v Ljubljani. Kje nas najdete, da si lahko preverite več? Od lani imamo čudovito spletno stran ppz.uni-lj.si. Na njej je naložen tudi vodnik po prenosu znanja, zelo bogat, vsebinsko in slikovno. Imamo tudi svoj YouTube kanal, UL Knowledge Transfer Office. Ob tem pa seveda se pojavljamo tudi na pomembnih socialnih omrežjih, kot so LinkedIn, Facebook
Instagram brez tega pač danes ne gre. Dobro, pa če se prestavim na svojo naslednjo točko, to je intelektualna lastnina. Danes, kot rečeno, bo res zelo osnovni pregled, ker nimamo dovolj časa, ko bo volja in potreba, pa rade volje izvedemo še kako poglobljeno predavanje. Se pravi, intelektualna lastnina označuje rezultate človekove ustvarjalnosti, ki so lahko predmet varstva pravic intelektualne lastnine. Se pravi, na eni strani imamo predmet, rezultat razmišljanja, ustvarjanja, na drugi strani pa pravice, ki varujejo, ščitijo to znanje, ne, ob določenih zakonskih pogojih. Te pravice so pač, lastnosti pravic so odvisne od predmeta, ki jih ščitijo, ne, malo kasneje pridemo do pregleda pravic. Imajo pa vse nekaj skupnih točk, in sicer prva je izključnost. Pravica ti daje, temu rečemo, zakonit monopol nad uporabo predmeta. Nihče drug ne more uporabljati recimo tega in tega izuma, razen imetnik patenta. Patent je pravica. Vse so tudi ozemeljsko omejene, se pravi, pravica velja na ozemlju države, ki jo je podelila temu, ki jo zahteva, ki jo je registriral. Vse so tudi časovno omejene, z izjemo geografske označbe in pa znamke, če se vzdržuje, ne. Znamka se lahko neomejenokrat podaljšuje. In pa se izkazujejo neko premoženjsko vrednost, ki jo pa seveda pridobivajo z uporabo na trgu. Tako, pa pridemo zdaj do tega pregleda. To grafiko sem si sposodila iz našega vodnika, tako da še enkrat vabljeni na spletno stran. Patenti. Patent je pravica, ki varuje izum. Izum je pa rešitev tehničnega problema. Traja do 20 let ob plačevanju spet pristojbin za vzdrževanje. Model je pravica, ki varuje videz izdelka. Videz izdelka pa določajo linije, barve, teksture, oblike, lahko so tudi 2D modeli. Traja 5 let, maksimalno 25. Znamka je seveda splošno najbolj znana, je blagovna ali storitvena, zdaj odvisno od tega, ali varuje blago ali pa storitev, seveda, ne. Gre pa za znak ali kombinacijo znakov, sestavljenih iz besede, imen, sličic, določenih barv, zdaj so že tudi zelo moderne znamke, recimo znamka vonja, okusa, zvoka, holografske znamke, pozicijske znamke, nebroj znamk je, ker se pač razvija tehnologija in možnosti grafičnega izkazovanja znamk, ne. Traja 10 let ob neomejenem podaljševanju. Geografske označbe označujejo izvor blaga iz nekega geografskega območja. Zdaj zelo aktualen primer, ki ga najbrž vsi poznamo, je kraški teran, ne. Pa ne bi zdaj zašli rajši v to. Z žahtniteljsko pravico se ščitijo nove sorte rastlin, potem pa še ena tako zelo tehnična pravica, topografija po prevodniških vezih. Zdaj v tej prvi koloniji imamo pravice industrijske lastnine. Se registrirajo, ne, samo tako jih lahko imetnik pridobi. Na drugi strani imamo pa avtorsko pravico in tudi ta tvori ta širši pojem intelektualno lastnino. Zdaj, za razliko od prvih se avtorska pravica ne registrira, zato da jo pridobiš. Pravica nastane s samim nastankom avtorskega dela. Avtorska dela pa so definicija po zakonu individualne, izvirne, intelektualne stvaritve človekovega ustvarjanja, in sicer s področij književnosti, znanosti in umetnosti. Spet je to treba razumeti v najširšem možnem pomenu, ne, ker tudi človekova ustvarjalnost se ves čas razvija. In temu je treba potem tudi v pravu slediti. Zakon primeroma našteva nekaj avtorskih del, ampak to ni zaključen seznam, ne, ravno zaradi tega, kar sem prej rekla. To so pisana dela in sem sodijo tudi računalniški programi, ki jih pred 200 leti še ni bilo, ne. Govorjena dela, kot so predavanja, recimo tudi govori sami, likovna dela, avdiovizualna, umetniška, fotografska dela in tako naprej. Avtorska pravica pa traja od nastanka dela in še 70 let po smrti avtorja. Zdaj za avtorsko pravno varstvo mogoče še to, da omenim, ni pomemben kvantitativni obseg, količina dela. Enako so varovane in novele, črtice kot romani,
ne, ki obsegajo več tisoč strani. Tudi ni relevantno, kolikšen trud, čas, energija so bili vložena, ne. Prav tako ne estetska umetniška vrednost, ne, to je pač preveč subjektivno, da bi to vplivalo na opredelitev avtorskega dela. Na enem izdelku lahko obstaja tudi vse te pravice domala, no, več pravic, ker se ne izključujejo, ravno zato, ker je predmet pravice je drugačen. Tu pa smo še navedli v spodnji tabeli neformalne oblike, ker marsikdaj pa ti zakonski pogoji niso izpolnjeni. Zelo tipičen primer je recimo ideja. Ideja sama še ne more biti predmet varstva z eno od pravic intelektualne lastnine, ker še ni dovolj oprijemljiva, potrebno je pač nek izraz, ne. Lahko pa vseeno že ta sama ideja izkazuje neko potencialno vrednost, ki bo pomenila prednost na trgu pred konkurenti. In to je potem treba ohranjati kot zaupno, ne, dokler ni dovolj izražena. Kot zaupno pa se jo ohranja s poslovno skrivnostjo. Ali se, ne vem, na kakšen osnutek, načrt zapiše poslovna skrivnost, tudi se da vedeti sodelavcem, glej, to je zdaj treba še malo ohranjati kot zaupno, ne, in tako dalje. Know-how pa je v bistvu skupek enega širšega znanja in izkušenj, iz katerih potem mi črpamo vse te rezultate, produkte našega znanja in ustvarjalnosti, je širši pomen, ne. Tako, to sem jaz nekako pripravila z mojim delom, toliko da približno veste, s čim se vse ukvarjamo, kaj je vse lahko predmet prenosa znanja. Zdaj bi pa predala besedo Dominiku, ki bo pa malo bolj predstavil, kaj smo si zamislili kot prenos znanja na področjih družboslovja, humanistike in umetnosti. Dominik, the floor is yours. Hvala, Nina. Upam, da me slišite in vidite tudi vsi. Mogoče za začetek, čisto moja osebna zgodba, kako sem jaz pristal pred kratkim v pisarni za prenos znanja, namreč prej sem bil dolga leta kreativec v oglaševanju, kreativni direktor, pa skrbel za razne blagovne znamke in tako naprej. No, nekako mi je prišla na pot ta zelo zanimiva tema oziroma področje inovacij oziroma inovacij z področja humanistike, umetnosti in družboslovja. In pač glede na to, da sem bil prej kreativec, ki je snoval ideje, ki so pač tako ali drugače recimo končale kot neka komunikacijska orodja, se mi je to vsekakor zdel primeren korak naprej za odkrivanje neke nove razsežnosti kreativnosti, pa tudi idej seveda. Zdaj nekaj o tem, kako ideje recimo postanejo intelektualna lastnina, je Nina že povedala. Mi se bomo malo bolj pogovarjali o tem, kako lahko ideje na področju humanistike, umetnosti in družboslovja predvsem postanejo na nek način hude inovacije. Zdaj, glede na to, da je to področje tudi v pisarni za prenos znanja, ki se sicer ukvarja predvsem s tehnološkimi inovacijami, še precej sveže. Tudi mi še malo tipamo oziroma odkrivamo, kaj bi bile najboljše poti za to, da povežemo vse točke, ki se na tem področju tudi sicer že dogajajo. Zelo veliko je bilo storjenega že prej, tudi v končni fazi inovacije iz tega področja niso konkretno novosti, je pa res, da so predvsem v svetu, v katerem sploh v tem trenutku živimo, še kako pomembne oziroma postajajo celo mogoče na nek način včasih bolj pomembne od samih tehnoloških inovacij, kar smo lahko videli tudi zdaj, ko nas je na nek način pač vse skupaj prizadela kriza, ob kateri smo mogli korenito spremeniti svoj pogled na svet. Pa če si tukaj na tej točki sposodim malo predrugačeno misel utemeljitelja racionalizma Renéja Descartesa,
zdajle ne živimo v cogito ergo sum, se pravi, mislim torej sem svetu, ampak na nek način v covido ergo sum svetu, kar pomeni, da smo se na nek način mogli inovativno prilagoditi na okolje in na pogoje, ki so okoli nas. Zakaj se mi zdi ta v resnici šala primerna za izhodišče za današnjo debato o inovacijah z področja humanistike, umetnosti in družboslovja? Zaradi tega, ker v resnici nekako lahko iz tega izvedemo neko preprosto nadgradnjo Descartovega izhodišča, torej mislim, torej sem, racionalizma v dejstvo, da je danes skoraj pomembneje reči inoviram, torej sem, in da je na nek način napram racionalizmu vse bolj pomemben tudi inovacionizem, se pravi neka navada uporabljanja novih idej za zviševanje življenjskega standarda in tako naprej, za soočanje se z kompleksnimi globalnimi izzivi, ki so pred nami. In v tem smislu je zelo pomembno, da so tudi področja humanistike, umetnosti in družboslovja konkretno vključena v to, zaradi tega, ker na nek način, kot je rekla gospa Gabi Čečinović-Vogrinčič na enem izmed naših panelov, ki smo ga imeli v okviru festivala Uniminds na temo družbe prihodnosti, kjer je povzela heslo v misel, moramo vsi skupaj na nek način zdaj še izumiti neznano. To se mi zdi zelo pomembno, zaradi tega, ker na nek način, če pomislimo o inovacijah, tudi, ne vem, v medijih, v diskurzu o njih, tudi v popularni kulturi, v filmih in tako naprej, večinoma govorimo o tehnoloških inovacijah. Se pravi, pod inovacijami si večina ljudi takoj predstavlja nek visokotehnološki laboratorij, kjer pač ekipa znanstvenikov z mikroskopi in drugimi high-tech napravami išče neko specifično, recimo temu, tehnološko rešitev. Ampak stvari so danes precej bolj kompleksne. Zdaj seveda tudi znanstveniki, če inovirajo, tudi če rešujejo nek konkreten problem, seveda niso nikoli odrezani od sveta ali pa delujejo v nekem vakuumu oziroma morajo imeti seveda zagotovljene laboratorijske pogoje, ampak je pomembno, da njihova miselnost ni zgolj omejena na laboratorij, v katerem delujejo, ker na nek način vse, kar izumljajo, oziroma vse tudi tehnološke rešitve, morajo imeti neko funkcionalnost in vrednost za celovito družbo. Tukaj se pri tehnoloških inovacijah sicer zelo hitro potem povezujemo tudi, se pravi, s podjetji in s tem, ne vem, z ustvarjanjem neke dodane vrednosti pri produktih in tako naprej. Seveda pa bi se verjetno lahko strinjali, glede na stvari, ki se tudi okoli nas dogajajo, da v tem trenutku mogoče ne potrebujemo veliko več tehnoloških inovacij, kot potrebujemo več smotre, se pravi, na nek način mogoče ne potrebujemo več stvari, ampak potrebujemo več smisla. In tukaj spet je samo področje humanistike, umetnosti in družboslovja tisto, ki lahko naredi potreben korak oziroma pomemben korak naprej k temu, da dobimo en zelo celovit inovacijski ekosistem, in tudi mi se v pisarni za prenos znanja trudimo, da to nekako zagotovimo v okviru delovanja fakultet članic Univerze v Ljubljani. In zdaj, tukaj je tudi pomembno, da recimo, če razmišljamo o samih inovacijah, da če smo rekli, da mogoče moramo stopiti iz okvirja razmišljanja o samo tehnološkemu, seveda moramo biti pametnejši od tega, da rečemo, ok, smo inovatorji, imamo cool idejo in bomo pač zagnali podjetje, ki bo prodajalo nek produkt. To na nek način danes v bistvu več ni dovolj, moramo biti pametnejši.
In to pomeni, da tako kot sem rekel že prej, na nek način je pomembno, da razmišljamo o tem, kaj je sploh smoter neke inovacije, nečesa, kar je novo in kaj v bistvu rešuje. Ali zares rešuje nek konkreten širši problem ali je samo še ena v verigi aplikacij, rešitev, ki pač se kopičijo in za katere dostikrat v resnici se potem mogoče celo na dolgi rok izkaže, da so zgolj recimo hipne domislice brez nekega konkretnega roka trajanja. Tudi podjetja sama zdaj v zadnjem času recimo vse bolj iščejo ta svoj smoter in nekateri strokovnjaki celo poudarjajo, da bodo na dolgi rok pač podjetja, ki ne bodo sposobna recimo potrošnikom oziroma javnosti nekako opredeliti jasno svojega smotra, pač preprosto postala dinozavri in na nek način izumrla. In to govorim predvsem zato, ker je tukaj priložnost za vse vas, ki spadate v kategorijo humanistov, umetnikov in družboslovcev, da pomagate ta smoter inovirati oziroma tudi nekako dopolniti vse to, kar pri inovacijah v tem trenutku, se pravi, če govorimo o celovitem ekosistemu, na nek način še manjka. Dobro pa seveda je, da se na nek način vse to, o čemer govorimo, se pravi predvsem netehnološke inovacije in področje humanistike, umetnosti in družboslovja, zdaj v vseh nekih zadnjih strategijah evropskih itd. Zelo poudarja, zelo močan potisk naprej k temu, da se spodbuja inoviranje na teh področjih. In zato se mi zdi tudi fajn, da imamo danes priložnost o tem nekako spregovoriti in kasneje tudi še kaj dodatnega podebatirati na to temo. Zdaj pa mogoče gremo k temu, kaj smo mi v pisarni v zadnjem času recimo odkrivali okoli te teme in kako smo se nekako poskušali usmeriti s koraki za naprej. Zdaj, vsekakor je umeščanje netehnoloških inovacij ima drugačne specifike kot tisto, ki se tiče umeščanja tehnoloških inovacij, tudi neka drugačna izhodišča. Kot prvo, to smo že rekli, pač vsekakor gre za pomembno področje, čeprav je dostikrat tudi v javnosti malo spregledano, ki ima pa drugačno tržno logiko, včasih mogoče to, kar je tržno, niti ni v ospredju, recimo pri kategoriji konkretno družbenih oziroma socialnih inovacij. Gre pa tudi za nekako še kar neraziskan teritorij, čeprav lahko ta vključuje zares celo širšo vrsto partnerjev in aktivnosti, kot je to pri samem prenosu tehnologij. Zdaj mogoče tudi, da takoj nekako opredelimo še vlogo PPZ v tem, se pravi, v umeščanju se pri spodbujanju oziroma promociji netehnoloških inovacij in nekako seveda poskušamo biti predvsem posrednik med, se pravi, med raziskovalci, družbenimi inovatorji in trgom oziroma vsemi deležniki, ki so pomembni za to, od institucij do skupnosti, tudi širše družbe. Itd. Seveda smo tudi posrednik, lahko posrednik z zainteresiranimi podjetji za netehnološke inovacije in tako naprej. Smo predvsem tudi razvojna postaja, se pravi, poskušamo usmerjati, dajati podporo in nekako know-how za to, da se projekti, ki so predvsem mogoče v neki začetni fazi, razvijajo naprej do točke, kjer jih lahko učinkovito predstavljamo, se pravi, deležnikom, ki smo jih omenjali prej. Obenem pa nekako poskušamo biti tudi, mi smo temu rekli, arbiter smotrnosti, kar v bistvu samo pomeni, da nekako poskušamo tudi pomagati ali presojati pri tem, kaj je oziroma kaj ni relevantna ali aktualna netehnološka
inovacija. Zato smo nekako določili tudi nekaj točk, recimo v samem procesu. Ena od teh je, da recimo poskušamo tudi pri netehnoloških inovacijah definirati njihov, recimo temu, družbeno-inovacijski potencial. V tem primeru se recimo navezujemo na to, kako to poteka pri tehnoloških inovacijah, kjer govorimo o tako imenovanem TRL-ju oziroma tehnološki stopnji pripravljenosti inovacije. Seveda naslednji korak tega, kako delujemo kot razvojna postaja pač posameznih inovacij, je, da seveda svetujemo pri oblikovanju pravne, tržne in komunikacijske strategije. Zdaj, trenutno ste prisotni na eni od tovrstnih, seveda nekako poskušamo biti tudi proaktivni z delavnicami na različnih področjih, kjer se lahko povežemo s partnerji, ki nam lahko, oziroma ki lahko raziskovalcem ali razvijalcem netehnoloških idej ponudijo tovrstno nadgradnjo, se pravi njihovih idej. Seveda je pa tudi nekako ena od temeljnih stvari, s katero se pač PPZ vpleta v proces netehnoloških inovacij kot razvojna postaja, predvsem sodelovanje. Se pravi, poskušamo nekako med vsemi temi stvarmi, ki so že zunaj, ki že obstajajo, kasneje bomo tudi pogledali mogoče malo bolj natančno, kaj vse se že dogaja znotraj Univerze v Ljubljani in posameznih institucij na področju netehnoloških inovacij. Se pravi, predvsem poskušamo biti tisti, ki spodbujamo sodelovanje, in v tem smislu že poteka tudi kar nekaj aktivnosti. Zdaj pa okej, če gremo naprej od samih naših procesov, najbolj ključno je pač tudi to, zaradi česar smo danes skupaj, je to, kako mogoče, se pravi, spodbuditi to, da pridemo od nekih teh drugačnih izhodišč ali tudi težav, ki se dogajajo na polju netehnoloških inovacij, do tega, da skupaj recimo pridemo od nekih izzivov oziroma ovir do učinkovitih rešitev in da spravimo vaše ideje, inovacije tudi v življenje. Eden od problemov pri samih tehnoloških inovacijah je seveda ta, da so na nek način precej težje merljive oziroma včasih tudi vrednotene, se pravi finančno, ali pač, če govorimo o nekih merljivih kategorijah. Že recimo že razlika med netehnološkimi in tehnološkimi inovacijami je na ravni recimo manjkanja na nek način klasičnega patenta. Tukaj se večinoma bolj pogovarjamo o modelih, recimo o nekih inovativnih vrstah storitev, pa tudi recimo inovativnih metodah, ki lahko rešujejo nek konkreten problem. In zaradi tega, ker so mogoče te sami učinki malo težje merljivi, je toliko bolj pomemben ta, recimo temu, družbeni vpliv oziroma dolgoročen vpliv samih netehnoloških inovacij, pri čemer je treba upoštevati včasih tudi malo bolj kompleksne kategorije. To samo pomeni, kar smo tudi mi ugotavljali, da recimo netehnološke inovacije težje potekajo po klasičnem tehnološkem modelu. Sicer smo tudi zato, bom na naslednjem slajdu to pokazal, nekako poskušali najti en ovinek in nekako obe polji vseeno čim bolj povezati, da tudi, se pravi, pri nas pri prijavi netehnoloških inovacij že v začetku dobimo neko strukturo. Ampak mogoče najprej omenim še del problematike, s katero smo se recimo soočali pri tem, ko smo mi spravljali pač, se pravi, področje netehnoloških inovacij v nek okvir oziroma strategijo pri nas.
Dostikrat smo pri stiku z netehnološkimi oziroma tudi družbenimi inovatorji recimo imeli nekako občutek, da v primerjavi z tehnološkimi inovatorji mogoče zaostaja ta točka, kjer govorimo o poslovnih načrtih oziroma o nastopu na samem trgu, se pravi, dostikrat se recimo zgodi, da sam poslovni načrt, čeprav je ideja super, ni izdelan, se pravi, ga sploh ni ali bi ga bilo treba bolj dodelati. Dostikrat se zgodi, da recimo gre za ideje, ki tako kot je prej Nina že na začetku omenila, še niso takoj predmet intelektualne lastnine oziroma še niso inovacije, tako da gre dostikrat recimo celo za neko preuranjenost pri tem, ko poskušajo sami inovatorji to že spraviti na trg. Dostikrat tudi, ker na nek način humanistika, umetnost in družboslovje govorita drugačen jezik od družboslovja ali pa recimo tudi od tehničnih ved, od tehničnih inovacij, se dosti stvari malo zgubi v prevodu, pri čemer tudi mi poskušamo seveda pomagati, se pravi, da se to polje nekako diskurza o inovacijah malo poenoti in da se tudi na nek način vsi vključeni v ustvarjanje inovacij nekako bolj razumejo oziroma da začnejo govoriti ali pa začnemo govoriti bolj enoten isti jezik. In še na koncu, kar je pri netehnoloških inovacijah recimo zelo zanimivo, čeprav je ta beseda lahko tudi malo vrljiva, kompleksnost. Zdaj, to bi lahko pomenilo, da so netehnološke inovacije v osnovi bolj kompleksne od tehnoloških, ni nujno. Dostikrat recimo že pri samih naslovih tehnoloških inovacij ti naslovi zvenijo sila kompleksno, ampak je potem sama rešitev mogoče pojasnjena bolj direktno oziroma se vidi pot od točke A do točke B kot precej hitrejša, ponavadi se rešuje en zelo konkreten problem. Pri netehnoloških inovacijah se pa dostikrat zgodi, da se lotevajo bolj kompleksnih, širokih tem, sploh recimo, če govorimo o polju družbenih inovacij. In tukaj je še kako pač potrebno meddisciplinarno sodelovanje in eden od namenov današnje delavnice je predvsem tudi ta, da na nek način povežemo vse te točke, tudi vas, ki ste danes prisotni na nek način med sabo in da vkolikor tudi recimo razmišljate o netehnološki inovaciji, ki je vaša, razmišljate predvsem v nekih meddisciplinarnih okvirih. Saj že sam naslov predavanja, se pravi, oziroma delavnice humanistika, umetnost in družboslovje na nek način hoče pokazati to, da že ta tri področja znotraj netehnoloških inovacij morajo sodelovati, da pridemo do nekih učinkovitih oziroma idealnih rešitev. Je pa pomembno, da ohranimo tudi miselnost, da to ne pomeni, da se mora to področje ločiti od tehnoloških inovacij ali tudi od ostalih ved, sploh ne. V resnici je zelo pomembno, da se z njimi čim bolj povezuje in da na nek način tudi tam, kjer je to potrebno, privzema njihovo logiko, zato da tudi sami na tem področju pridemo do učinkovite realizacije idej. Eden od konkretnih korakov, ki smo ga mi naredili v pisarni za prenos znanja, je, da smo prilagodili vprašalnik o tehnični oziroma tehnološki inovaciji v vprašalnik o družbeni inovaciji, se pravi, ki se tiče konkretno družboslovja, humanistike in umetnosti. In že tukaj, recimo, če na kratko preletimo zadevo, smo nekako poskušali to strukturirati tako, kot da bi se recimo podobno lotevali neke tehnične inovacije in smo razmišljali tudi o tem, da inovator ali nekdo, ki pač hoče razvijati svojo ali raziskuje neko temo, hoče razvijati neko svojo družbeno inovacijo ali netehnološko inovacijo, že v začetku je malo prisiljen, da ji da
recimo en širši kontekst, oziroma da se že v začetku, preden pride do nas na nadaljnje pogovore, malo bolj pokvarja z tem, kaj ta ideja oziroma inovacija je, kaj rešuje, kateri problem rešuje, kaj je mogoče njena neka edinstvena vrednost oziroma kakšno dodano vrednost daje inovacija, po čem se seveda tudi bistveno razlikuje od ostalih metod. In recimo tukaj, ker smo poskušali tudi pač recimo zaobiti tisto, kar je pri tehnoloških inovacijah bolj konkretno dodana vrednost merljiva, recimo, če govorimo o neki tržni vrednosti, smo mi tukaj raje izbrali recimo polje segmentov vpliva, oziroma, če govorimo konkretno, recimo, smo hoteli od raziskovalcev oziroma od snovalcev družbenih inovacij slišati, recimo, kaj bi bili nekateri oziroma kateri bi bili najpomembnejši vplivi, recimo temu tudi družbeni, konkretne inovacije. Potem je zelo pomembno tudi, da govorimo vedno o uporabnosti inovacij, seveda, četudi so netehnološke. Prej smo govorili o smotru, seveda moramo govoriti tudi o funkcionalnosti. Vsekakor je zelo pomembno, da se pogovarjamo tudi vseeno o tržnem potencialu oziroma komercializaciji netehnoloških inovacij, bodisi da je to recimo lahko nek samostojen tržni potencial inovacije ali meddisciplinaren tržni potencial inovacije, se pravi, v tem primeru ugotavljamo, ali je komercializacija neke konkretne inovacije bolj primerna v samostojni obliki ali recimo za meddisciplinarno pač sodelovanje. Seveda se potem v tem vprašalniku dotikamo tudi recimo nekega načrta trženja inovacije in seveda tudi faze nadaljnjega razvoja. Zdaj, mi smo na ta vprašalnik dobili že 3 konkretne prijave in mislim, da je vprašalnik da je bil nek koristen pripomoček oziroma zelo pomagal tudi že v začetni fazi k temu, da so se lahko sami raziskovalci k temu, se pravi pri razvoju oziroma pri sami prijavi svoje inovacije in v stiku z nami nekako prepričali o tem, ali imajo na mizi recimo zasnovan nek osnutek, koncept, ki je dovolj daleč, da se ga razvija naprej. In vsekakor pač recimo je ta kot družbeni oziroma vprašalnik o družbeni inovaciji kot naš prvi korak se izkazal kot dobrodošel pripomoček. Seveda pa tudi bi pozval vse, ki ste danes z nami, da mogoče potem komentirate sam vprašalnik, ali vam mogoče kaj manjka, ali bi še kaj dodali. Tudi mi smo odprti seveda za to, da dopolnimo ta vprašalnik tako, da bo res ustrezno orodje za to, da lahko peljemo polje netehnoloških inovacij naprej. Mogoče bi pa na tej točki, ko smo se že dotaknili samega vprašalnika, se dotaknili še tega vseeno, kako smo recimo tudi doživljali ali pa pač pri pregledu samih netehnoloških inovacij, ki so prišle v zadnjem času v pisarno za prenos znanja, ugotavljali razlike s tem, kar se dogaja na tehnološkem področju. Vsekakor pač nekaj razlik je, oziroma žal na nekih točkah same netehnološke inovacije rahlo zaostajajo za tistimi, ki so prijavljene med tehnološke. To se je pokazalo recimo tudi pri prijavah na prvi inovacijski sklad Univerze v Ljubljani, ki je letos prvič potekal. In tukaj so recimo netehnološke inovacije kar zaostajale za tehnološkimi. Zgoraj je recimo neko povprečje
skupne ocene v odstotkih po vseh kriterijih, po katerih je komisija ocenjevala projekte, se pravi tudi finaliste. In obe naši netehnološki inovaciji sta dosegli precej nižji odstotek od tistih, ki so na koncu bile izbrane, se pravi od tehnoloških. Najboljša ocenjena, mislim, da je bila ocenjena z 83%. Lahko pa vidite, da recimo predvsem pri kategorijah oziroma pri kriterijih tržnega potenciala, izvedljivosti oziroma racionalnosti finančnega načrta so pač stvari, ki bi jih bilo treba dodelati. Recimo kot pisarna za prenos znanja smo mi tudi zato, da vkolikor imate pač svojo idejo, inovacijo, ki jo želite razvijati, lahko pomagamo predvsem tudi na teh točkah. Zdaj pa širše tudi, mogoče kar je pomembno, se pravi, to ni zdaj samo stvar, če govorimo o tehnoloških ali netehnoloških inovacijah, stvar Univerze v Ljubljani ali tega, kar se je dogajalo znotraj pisarne za prenos znanja ali samega inovacijskega sklada, ampak v resnici je nek tudi trend, se pravi, že ves čas. Tukaj sem vključil en članek iz dela, ki se mi je zdel zelo zanimiv, sicer iz leta 2018, ampak se mi zdi, da... Pardon, malo te moramo na čas opozoriti. Seveda. Se pravi, industrijska podjetja vsekakor še zmeraj oziroma predvsem inovirajo več. Tako, če pogledamo skupaj, se pravi, glede na inovacije proizvodov ali inovacije postopkov ali organizacijske inovacije kot tiste, ki so aktivne recimo temu v storitvenih dejavnostih ali netehnoloških inovacijah, in to je vsekakor nekaj, kar bi bilo treba nagovoriti, in trend, ki bi ga bilo treba obrniti, po mojem mnenju, drugam, v neko bolj recimo enovito inovativnost na vseh področjih, tudi na netehnoloških. Dobro pa je, recimo, če se vseeno spet ozremo na to, kaj se dogaja znotraj predvsem Univerze v Ljubljani, da pa vsekakor na področju humanistike, umetnosti in družboslovja imamo recimo temu hude inovacije. Nekaj od njih na hitro bi mogoče šli skozi njih, ki so bile finalisti in celo zmagovalci izbora za najinovacijo Univerze v Ljubljani, se pravi rektorjeve nagrade. Prva je Šola solinarstva, ki je bila finalist sicer v kategoriji raziskovalcev. Zelo zanimiv projekt, ki se ukvarja z oživljanjem osnovne kulturne dediščine in v bistvu hoče na nek način oživiti, se pravi, znanje o pridelavi soli. Vsi vemo, da so nekako slovenske soline, se pravi sečoveljske soline, velik ponos, ki pa v nekaterih delih propada, in tukaj se je pojavila zelo zanimiva ideja, da bi to oživili z enim takim meddisciplinarnim izobraževalnim centrom. Ta projekt je zdaj tudi pri nas in ga nekako razvijamo naprej z raziskovalci. Potem druga, meni zelo zanimiva inovacija je bila LGB Town, v bistvu prijava aplikacije namenjena ustvarjanju digitalne LGBT skupnosti. Ta inovacija je bila, mislim, da nagrajena za 3. nagrado. Mislim, da je bila med zmagovalnimi še ena zanimiva inovacija iz področja humanistike, umetnosti in družboslovja. Dnevnik nekaj mojega, praktični vodik skozi zdravljenje raka na dojki, kar je vsekakor spet zelo zanimiva inovacija, ki kaže na to, kako so lahko ideje oziroma inovacije iz področja humanistike, umetnosti in družboslovja
relevantne oziroma pomembne sploh v času, ki ga živimo. Se pravi, kot tiste, ki grejo širše zgor od nekih produktov, ampak kot tiste, ki rešujejo res konkretne, relevantne probleme in nam dajo več smotra. Mogoče zdaj, ko gremo proti koncu in bo Martin tudi predstavil njegovo sodelovanje z nami, na hitro samo bi omenil tudi to, da ko razmišljate o inovacijah iz področja humanistike, umetnosti in družboslovja, gre za to, da morate imeti v mislih, da so v bistvu tovrstne inovacije zares povsod okoli vas. V resnici je bil tudi program mladih raziskovalcev, družbena inovacija, Kralji ulice, recimo, so družbena inovacija, ki je zelo dobrodošla, pomembna. Pojavljajo se zadeve, kot so participativni proračun, govore veliko o univerzalnem temeljnem dohodku. Vse to so seveda pomembne stvari, s katerimi se lahko ukvarjate in v katerim vas vabimo, da o njih razmišljate. Nasploh svet, v katerem živimo, v bistvu ne bi bil mogoč brez tovrstnega inoviranja, na nek način tudi demokracija vsekakor je družbena inovacija, zato imejte to v mislih, ko razmišljate o tem, ampak obenem pa imejte v mislih tudi, da mora biti vaša inovacija, ki jo boste razvijali na področju humanistike, umetnosti in družboslovja, na nek način predstavljena na način, da bo zgodba, ki bo vseeno razumljiva in privlačna. Tukaj bi si izposodil eno zanimivo stvar, ki je nastala nedavno in ki je dosegla zelo veliko ljudi tudi na Kickstarterju, pametna ptičja hranilnica, upam, da vas navdahne. Pa zdaj res za konec, pri socialnih inovacijah oziroma inovacijah iz področja humanistike, umetnosti in družboslovja je pomembno, da sodelujemo. Predstavljajte si, da če bi imeli zgolj tehnologijo, recimo televizijo, radio ali katerikoli drug medij, se ne bi zgodilo nič. Potrebno je sodelovati in imeti vsebino, se pravi dodati to vsebino, iz katere potem dobimo, se pravi nekaj, o čemer se lahko sploh pogovarjamo, se pravi nekaj, kar je tudi privlačno za širše občinstvo in se tiče vseh nas. In pri tovrstnih inovacijah, se pravi predvsem pri inovacijah iz humanistike, umetnosti in družboslovja je zares pomembno, da govorimo o tem, da smo vključeni, da sodelujemo, ker šele tako lahko dosežemo opolnomočenje in šele tako lahko dosežemo tudi visoki družbeni vpliv teh inovacij. Zdaj, kot že prej rečeno, smo mi tukaj zelo aktivni z partnerji in mreženjem. Huda mreža na nek način tudi že obstaja, zdaj ne bi šel skozi vse to, ker nam zmanjkuje časa. Imate na voljo tudi znotraj Univerze v Ljubljani že veliko posameznih institucij in oddelkov, ki se ukvarjajo poleg nas z netehnološkimi inovacijami, vabim vas, da si jih ogledate. Vsekakor so tukaj že zelo zanimivi projekti, ki vam bojo mogoče v navdih. Mi bi seveda radi tudi mogoče šli k temu, da na koncu ustvarimo neko razvojno stičišče humanistike, umetnosti in družboslovja, pa upava predvsem z Nino, da nam bo to potem dolgoročno tudi uspelo. Upam pa, da se bomo v tem smislu lahko tudi kmalu nekako znebili naših predsodkov. Tu sem si sposodil eno ugotovitev iz nedavne delavnice Google Imposter Syndrome, ki smo jo imeli v sklopu Uniminds festivala in je mogoče prikazuje to, da družboslovci, umetniki in humanisti, se pravi tisti, ki se ukvarjajo oziroma ukvarjamo z netehnološkimi inovacijami, dostikrat žal imamo nek sindrom vsiljivca, kjer se nam zdi, da so mogoče tehnološke inovacije bolj pomembne od netehnoloških, vsekakor bi jaz rekel, da to ni stvar in da se moramo vsi skupaj spodbuditi k temu, da zares postanemo na nek način tisti, ki vlivamo up za to, da se družba razvija naprej v smeri, v kateri se mora, oziroma da postanemo vplivneži oziroma na nek način hudi vplivneži.
Predvsem pa je pa pomembno, da tako kot vam bo zdaj Martin prikazal, je z nami stavil svoj stvar v akcijo, tukaj en trenutek iz znamenitega skeča Monty Pythona, kjer filozofi razmišljajo o tem, kako bi spravili nogomet v akcijo. Pomembno je, da se svojo idejo oziroma inovacijo spravite v akcijo in da jo poskušate realizirati. Mi smo tu na voljo za vas. Zdaj pa predajam besedo Martinu. Hvala. Bom jaz screen-sharal, Dominik, ali... Kar lahko, ja. Ok. Ok, se vidi? Ja, super se vidi, kar Ok, super. No, super, jaz bom predstavil družbeno inovacijo, na kateri delam. Skratka, skupaj mi pa tudi pomagata Dominik pa Nina, s katerimi smo se dobili na sestankih in sta tudi dala zelo konstruktivne ideje in predloge, kako še ko bi rekel, še kaj več razviti to aplikacijo oziroma inovacijo. Torej, vprašal sem se, kaj je nek neizkoriščen potencial pri starih ljudeh, in to je, da imajo te izjemne življenjske zgodbe, ki pa se na žalost izgubljajo. In to bi lahko s pomočjo sodobnih tehnologij nekako tudi reševali ta problem. Skratka, stvar je pa v tem, da stari ljudje ne uporabljajo toliko sodobnih tehnologij, naprimer tudi računalnika, in jim je težko, naprimer, tipkati svojo avtobiografijo. In tako sem prišel do ideje, da bi pač svoje življenjske izkušnje in modrosti pač prenesli na mlajše generacije s pomočjo tehnologije. Torej, ideja je, da bi imeli aplikacijo, ki bi pomagala zbiranje teh avtobiografij. No in skratka, to je bilo v osnovi zelo preprosta ideja. Skratka, prek aplikacije bi stari ljudje govorili v telefon in prek tega bi telefon to shranjeval in jim omogočal, da svoje spomine na tak način beležijo. Potem bi pa še sodobna tehnologija omogoča, da bi ta zvok pretvorili tudi v tekst in tako dobili nekako celo spisano avtobiografijo oziroma spomine teh ljudi. Potem sem naprej razmišljal, da mogoče ljudem včasih težko samim govoriti neko dolgo zgodbo, tako da bi bilo možno tudi, da bi se vprašanja vnaprej bila že zabeležena nekatera v aplikaciji in bi jih pač glas spraševal, naprimer, kje ste se rodili, kaj je bilo prvi spomin, ki se ga spomnite iz otroštva, kaj je bilo kasneje zelo zanimivo, kar vam je ostalo v spominu. Skratka, da je bilo cel kup takih vprašanj, ki bi tudi vodilo ljudi do tega, da bi sestavili tako avtobiografijo, ki je zelo zanimiva za ljudi okoli njih ali pa tudi za širšo javnost. Torej, ko bi pa enkrat imeli tak izdelek, bi pa tudi koristen vsem ostalim, skoraj ne samo starejšim ljudem, ampak tudi splošno za beleženje spominov, pa tudi pomagal bi s tem, da bi njihovi, kot pišejo vnuki in drugi, pač imeli dostop do teh spominov, če bi pač ljudje to želeli. Mislim, avtorji to želeli. Družbena korist je tukaj, se mi zdi, kar velika. Skratka, te ljudje bi pač bili veseli, ker bi lahko zabeležili svoje spomine, po drugi strani bi tudi se ustvarila bogata knjižnica teh življenjskih izkušenj, s katerih bi lahko še par generacije črpale v prihodnosti. Skratka, ideja je v tem, da
pač aplikacija bi bila plačljiva, če bi bilo neka nadgradnja, bi bila plačljiva, ker bi pol se tudi lahko stiskala avtobiografija, medtem ko pa osnovna verzija bi bila pa zastonj. Skratka, tukaj sem bolj razmišljal, kako to narediti, ampak to je že v fazi zdaj razvoja, tako da o tem zdaj ne bom na dolgo. Torej, kot sem rekel, da osnovna bi bila plačljiva, napredna bi bila, osnovna bi bila brezplačna, napredna plačljiva. In stvar je v tem, da bi lahko tudi svojemu detku ali babici dali za darilo nek paket, v kateri bi pač on ali pa ona govorila o aplikaciji in na koncu bi tudi nekdo to lektoriral, oblikoval in stiskal knjigo za vas in za bližnje okoli vas. In to tudi sodobno tiskanje knjig ne traja dolgo, tako da bi lahko dejansko s tem omogočali take zelo lepe darila, na primer za rojstni dan ali pa kaj podobnega. Tako da to je skratka moja inovacija. In še enkrat bi se tudi zahvalil Pisarni za prenos znanja Univerze v Ljubljani in kot rečeno Dominiku in Nini. Vabim pa tudi, če ga zanima delo na tej inovaciji, pa nekako skupen uspeh, tudi da sodeluje pri tem in lahko me kontaktira in pa skupaj tudi razvijava ali pa razvijamo naprej to idejo. Tako da, ja, pa še to, nekaj sem že našel razpisov, pa tudi sem mi pomagala, Dominik pa Nina, ampak verjetno bojo razpisi v drugem letu, kakšni resni, da bi se lahko prijavili tudi s to idejo. Bomo videli. Tako da, to je vse. Hvala. Hvala tebi, Martin. Če še kar malo ostaneš, ker smo dobili eno vprašanje v chat. Kaj je ciljna publika oziroma koga bi s to aplikacijo naslovil, glede na to, da starejši ljudje niso vešči uporabe aplikacij? Ja, lahko bi to uporabljali svojci oziroma oskrbniki v domih za ostarele. Bilo je pa tudi tako narejeno, da je zelo enostavno za uporabo. Skratka, da je res, daš nekomu telefon z aplikacijo, kjer je pač gumb za snemanje, gumb za naprej, gumb za nazaj, skratka, ne bi kompliciral pri dizajnu aplikacije. Tako. Dobro, hvala. Tako, zdaj smo mi nekako zaključili to našo predstavitev. Nekaj minut bi si še dali, da odpremo razpravo, da pa jo brez skrbi sem vsa vprašanja bomo prišli. Vabim, da se zdaj nam pokažete, če vas ni preveč sram, z sliko in zvokom, da pa odprem to razpravo, pa bi eno anketo, mogoče jo bom kar dala v zaslon, pa da vidimo, kaj se zgodi. A se vidi? Ja. Ok, hvala. Tako da kar izvolite. Da vidimo, kaj smo uspeli danes, kaj smo dosegli. Dobro kaže. Pardon, tako. Hvala lepa. Pardon. Dobro, pa medtem ko anketa, bom jo še kar malo pustila. Tu je Ajda Zvonar postavila vprašanje, kaj pridobimo, če idejo zaščitimo kot inovacijo. Če namreč želimo z družboslovno idejo vplivati na razvoj in napredek družbe, zakaj bi jo zaščitili z omejevanjem uporabe in katere so inovacije, ki jih je smiselno zaščititi. Zdaj naprej, če se vrnemo na začetek, same ideje še ni mogoče zaščititi, ne. In tudi
te pravice, ki sem jih jaz preomenjala, se ni namen, da vi kot imetnik, da si to držite za sebe in nikogar ne prepustite zraven k uporabi. Ravno nasprotno, ampak ti si tisti, ki se bo odločal, kdo bo uporabil, kdo bo to spravil v prakso na trg, ne? Da vam tega monopola kdo drug ne okrade. Ne? To te pravice omogočajo. Ne? Seveda je zaželeno, da ti daš to v prakso, v družbo, na trg. Ne? Recimo, če se vrnem na patente, en od pogojev za patent je industrijska uporabljivost. Torej, zakon tebi da monopol, ampak naj bo izum takšen, da je uporabljiv. Ne? Se pravi, daj ga v prakso za napredek družbe, tehnologije. Ne? Zdaj, katere inovacije, ki jih smiselno zaščititi, na kak način in s čim, to je pa res odvisno od okoliščin vsakega primera. Ne? Mogoče bo dovolj samo znamka, da se kot ime pač usede. Ne? Včasih bo zadostovala več avtorska pravica, zelo odvisno od vsakega konkretnega primera. Ok, bom zdaj zaključila anketo. Tako. Verjetno kar zaželen in pričakovan rezultat je, z visokimi 94% vodi kombinacija, torej interdisciplinarne inovacije, kar je super, ker ravno to mislim, da smo tudi želeli poudariti, ne, in smo tudi slišali v torek na tem našem pogovoru o družbi prihodnosti, da problemi so vedno bolj kompleksni, ki jih imamo v družbi, in to zahteva potem interdisciplinarno sodelovanje, tudi pač nekako odgovor sodelovanja različnih strokovnjakov, da bodo ti problemi ustrezno naslovljeni. Ne? In to zahteva to, izumite neznano, ne? Razmišljajte širše. Da vidim. Se vam zdi smisel sodelovanja, znam tudi prijav projektov. Ja, samo to eno vprašanje, bilo sem apropo na anketo. Pri samih prijavah mogoče bolj primerna služba, to je služba za raziskovalno dejavnost. Sem videla, da je bila sodelavka Rebeka prej z nami, ne vem, če še je, ki dela v tej službi, tako da oni bolj bdijo nad temi prijavami. Vsekakor pa potem, ko izidejo eni rezultati iz teh projektov, pa smo zagotovo tu za vas, tudi mi, ne? Spet odvisno od tega, kam želimo prodreti s temi rezultati, ali jih je potrebno. Včasih razpisni pogoji tudi določajo, da je treba zaščititi, ne, z pravicami intelektualne lastnine rezultate takšnih projektov. Okay. Zdaj, mi smo slišali, sploh v Dominikovem delu, razne neke teze smo si postavili, neka izhodišča tega prenosa znanja v naši službi. A imate mogoče kak komentar na to? Bi nas kaj dopolnili s kakšnimi drugimi idejami, kakšne metode prenosa znanja ste si zamišljali za ta področja danes predstavljena? Bi kaj spodbili, recimo tudi? Smo željni slišati vaše poglede. Mogoče se jaz soglasim, ker sem postavila to provokativno vprašanje. Sem Ajda Zvonar iz Fakultete za družbene vede, na žalost nimam prižgane kamere. Rada bi se predvsem zahvalila za to naprednost univerze in to razmišljanje in delovanje o inovativnosti in zaščiti tudi na področju družboslovja, umetnosti in humanistike. Vem pa, da se bojo na drugi strani, poleg tega, da želimo vse to zaščititi in da ni samo naravoslovje, postavljala tudi ta nasprotna plat iste zgodbe. Eni so zato, da se ideje zaščitijo, drugi so seveda v tej vlogi univerze kot javnega dobrega, ki če ti univerza nauči, če ti da, bi moral to vračati družbi. Zato je bilo to moje vprašanje. Absolutno pa pozdravljam, da na tem področju delujete in te inovacije, ki so zaenkrat nastale in se promovirajo naprej, so absolutno vaš doprinos in smo tudi na Fakulteti za družbene vede zelo ponosni na to. No, lepo slišati, fajn, da smo vas dosegli in se veselimo sodelovanja pri kakšnih konkretnejših projektih. Hvala tudi z moje strani. Meni se zdi predvsem pomembno, da se
če ne govorimo samo o zaščiti posameznih inovacij, pa vsekakor je predvsem pri tem delu netehnoloških tudi tako pomembno, malo pomembneje, da ja, niso skrite očem javnosti in ne, zaščitene na način, kot so zaščitene recimo cepiva oziroma neke inovacije v farmaciji in tako naprej. Meni se zdi, da je ključno pri tem, da se v teh inovacijah, ki so, pa vseeno se rojevajo na teh področjih, se pravi humanistike, umetnosti in družboslovja, pogovarjamo, pa da jih vseeno beležimo, da jih imamo, da nekako vemo, katere so, da jih zbiramo, da gledamo, kje se pri katerem od teh inovativnih projektov da še kaj storiti, povezati koga s kom, se pravi, iti v smeri tega, da tako kot tehnološke inovacije, tudi te stvari pač pridejo v življenje, ne? In da jih pač pomagamo tudi mi soustvarjati. Tako da jaz sem sicer že malo to omenil, bi mi bilo zanimivo, če je med vami kdo, ki tudi ima ob Martinu še kako od inovacij, ki bi jo rad recimo spravil do nas, bi vas na tej točki povabil, da to storite. To lahko storite preko vprašalnika o družbeni inovaciji, ki sem ga prej pokazal, ali pač tako, da nas kontaktirate. Lahko tudi zdaj še kaj povemo o tem, če bi kdo hotel kaj predstaviti, smo pa res sicer že malo prek časa. Ampak ja, predvsem to, pač namen današnje delavnice se mi zdi, da je bil predvsem, da nekako spodbudimo razmišljanje o teh inovacijah in da vas pozovemo k temu, da tudi mi čim več tovrstnih dobimo v našo pisarno. Imamo še eno vprašanje, Galfa Ganel. Ali obstaja kakšne spodbude za inovacije, ki jih je težje monetizirati, na primer učni načrti, programi? Se recimo ta program Šola solinarstva je hkrati tudi učni načrt, jaz nisem bila tu toliko prisotna in se je kot ta ideja, predlog, so se prijavili na inovacijski sklad. Inovacijski sklad je letos bil pač pilotni projekt, ampak seveda bomo s tem nadaljevali. To je že en tak vir, potencialni vir za kakšno finančno injekcijo za pridobiti, ne. Rektorjeva rada, recimo, ko leto se organizira, ne. Absolutno pa bomo tudi v tej smeri zelo proaktivni, bomo pomagali tudi poiskati primerne razpise za kakšne takšne ideje. To je v porastu, zagotovo. Se pa tudi sami še učimo, no, in zato tudi pletemo to partnersko mrežo z akterji, ki so že na teh področjih. Zdaj recimo v zadnjih letih se ta kreativno-kulturna industrija zelo okrepila z raznimi subjekti, organizacijami in z njimi vzpostavljamo stik, ne, da če mogoče mi ne poznamo vseh odgovorov, pa vemo, na koga se obrniti, ne. Hvala za izčrpen odgovor. Z veseljem. Če dovolite, bi samo še jaz eno stvar vas prosil. Torej, najprej bi se rad zahvalil vsem trem predavateljem za zelo zanimive predstavitve. Veliko novega sem slišal. Iz Biotehniške fakultete prihajam drugače. Zdaj mi, ko delamo od doma, pišemo tudi časovnice, ne vem, če jih tudi vi pišete. In bi vas prosil, če ste tako prijazni, da bi eno potrdilo o udeležbi na tej spletni predstavitvi lahko nam poslali. Lahko je elektronsko, čisto preprosto, samo toliko, da ga bomo potem zraven časovnic lahko priložili. Bolj tehnično vprašanje. Ja, se bomo povezali z Filozofsko fakulteto, ki je organizator Evropske noči raziskovalcev, ki vendarle smo v okviru tega dogodka, pa mislim, da bi se dalo urediti, se tudi vodjo inštituta, no, da je bila danes prisotna. Hvala lepa. Ja, se bomo pozanimali. Kakor. Ali pa da naredimo inovacijo, pa da nam ne bo treba pisati, ne? Da bo snimala tako, kot biologija, ne? Sem ne hotel omeniti Zoom časovnice. Tako. Mi smo danes snemali, ne? Ja, še eno vprašanje? Pardon. Ja, pozdravljeni, jaz sem Matej Purgar, prihajam z Teološke fakultete, kjer sem raziskovalec. Med drugim eden izmed projektov, ki ga vodim oziroma sodelujem pri njem, je tudi Shout, in sicer se ukvarjamo z vstopom na trg delovne sile za študente družboslovja in humanistike. In tukaj pripravljamo določene module, ki
bi zagotovili metode, se pravi študentov, ki jih že imajo, pa da jih nekako prilagodijo na trgu. Tako da to, kar vas slišim oziroma kar sem poslušal, se mi zdi, da bi lahko našli ene sinergije, kako pomaga študentom, tudi pri inovativnosti. Recimo moja ideja trenutno je, kako pripraviti modul izobraževanja, ki bo upošteval, da se konstantno spreminjajo razmere, se pravi, da v sam modul upoštevaš povratno zanko konstantnega napredovanja, ne. Ja, pa tudi kako študente družboslovja in humanistike opremiti znanjem, da bojo sami lahko kreirali izobraževalne module in se nadgrajevali. Tako da pač, če kogarkoli zanima, lepo vabljeni, pa tudi jaz vas bom kontaktiral. No. Samo to, da če smo že tukaj, inovacije pa sodelovanje, samo to, da povem. Super, hvala. Da se napoveste, ne? Sej, odlično, ja. Se veselimo. Hvala tudi z moje strani, vsekakor zelo dobrodošlo, tako da se kar povežite z nami. Ja. Še eno vprašanje v chatu. Pardon, ja. Katero pa? Ker na to Galovo smo odgovorili. Aha, ne, mislim, da je samo zahvala. Okay. Zahvala in pohvala smo. No, to se še povedati, da današnja predstavitev je snemana in bomo, prej smo se ravno s Tejo dogovorili, da bo objavljeno tudi na našem YouTube kanalu, pa tudi to današnjo predstavitev bomo pretvorili v gradivo, ki bo dostopno in vam ga bomo poslali, pa tudi objavili na naši spletni strani. Tako da, če je bilo kaj zamujenega, v bistvu ni bilo. Prav, a se počasi poslovimo? Imate naše kontakte? Jaz bi še nekaj oziroma komentiral, glede te aplikacije, da sem tudi jaz podobnega oziroma sem v nečem takem razmišljal, vendar se nisem nekako na to bolj ozko osredotočil, recimo, kakor se Martin. Martin. Se pravi na starejše, se pravi, jaz pa menim recimo iz tega vidika, ker za mene recimo, da po noč nekaj razmišljaš in te neka ideja zadene in pač namesto, da ti o tem pišeš, da pač imaš to dejansko samo, da si daš na snemanje in ti pač napiše. V glavnem me dejansko zelo zanima neka ta tematika oziroma ta ideja in sem zelo pripravljen se nekako povezati, pa še malo več o tem govoriti. Tako da če si za, se komot lahko kaj povežemo. Sem za. Mogoče kar mail, če mi poveš ali pa... Ok, peter.krivic18@gmail.com. Ok, super. No, super. Imamo novo podjetje v nastajanju. Tako. Mislim, da sta izvrstno zaključila današnjo delavnico. Tako. To je treba, Odlično. Pa se pa verjetno je to, ne? Ja, hvala lepa, Peter. Hvala, pa vsaj en od nas je v naravi, ne? Ja, tako. Jezero Jasna, zeledenel. Zelo lepo. Čudovito, hvala. Sem pa poslušal vmes, ko sem se peljal 1 uro s kolesom, tako da tudi to je nekako, bi rekel, ena prednost teh Zooma, recimo, da se lahko karkoli v bistvu nekako dela zraven, pa poslušaš, kar je nekako zelo dober. Tako da evo vidiš, imamo veliko oziroma par prednosti od tega, da smo šli na digitalno. Tako, sigurno. Temu se reče idealni pogoj. Ja, idealni, Sam še signal bi mogel biti malo boljši, vmes se malo prekinati, ne. To zna biti problem, edin, če greš v naravo. Ok, preden idemo, super, lepo se najte. Pozdravite na Gorenjsko. Še enkrat vsem hvala za udeležbo, za vprašanja, komentarje, ideje, nova partnerstva. Z veseljem nadaljujemo,
to znanje in sodelovanje, tako da imate naše kontakte, vabljeni, stopite v stik, mi smo se zdaj recimo kot pisarna tudi na tem področju nekako postavili, zdaj pa tako da pridite. Najlepša hvala, srečno. Hvala. Hvala, adijo. Nasvidenje. Videnje. Hvala. Nasvidenje. Čau.